Na povabilo obrambnega ministra gospoda Mateja Tonina sem se danes oglasil tukaj na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Moram reči, da sem povabila zelo vesel, ker je Ministrstvo za obrambo prepoznalo vrednost Državnega sveta kot inštitucije, v kateri se soočajo argumenti in v katerih se daje težji vprašanj, ki so aktualna za družbo, primeren prostor. V Državnem svetu smo v bistvu telo, ki je delno v vlogi zakonodajalca ali tistega, ki skrbi, da so zakoni, ki jih sprejema zakonodajalec, boljši in da lahko država normalno funkcionira. Z slišanim in videnim sem izjemno zadovoljen. V času ministrovanja aktualnega ministra se stanje v Slovenski vojski evidentno izboljšuje. Razvojni načrti se mi zdijo smeli, ampak popolnoma uresničljivi in to zadevno izražam vso podporo ekipi, ki se je lotila spraviti slovensko obrambno sposobnost na raven, kakršno si država in državljani zaslužimo. V času epidemije COVID-19, ko se vse vrednote postavljajo na glavo, ko preti zastoj globalnega gospodarstva, se povečujejo tudi varnostna tveganja. Kajti času, ko naše obratovalnice, naša podjetja ne delujejo, ko se storitve ne izvajajo, bo zagotovo sledil tudi čas ekonomske krize in s tem tudi povečano tveganje za varnost ne samo v Republiki Sloveniji, pač pa tudi nasploh po svetu. Za ta čas Republika Slovenija mora biti pripravljena. Razvojni načrti Slovenske vojske gredo v pravo smer. Potrebno je samo zagotoviti, da se jih bo realiziralo. Tudi v preteklosti smo imeli dokaj dobre načrte, vendar ni prišlo do realizacije, tudi zaradi tega, ker se je politika do slovenske obrambne sposobnosti obnašala neodgovorno. Jaz upam, da so ti časi mimo. V Državnem svetu lahko pripomoremo tako, da debato o varnosti, zaščiti, oboroženih silah, o opremljanju Slovenske vojske spravimo na strokoven nivo, prisluhnemo argumentom, jih pretehtamo in odločevalcem damo argumente za pravilne odločitve. Jaz sem ministru obljubil, da bomo v Državnem svetu v najkrajšem času organizirali posvet na strokovni ravni, v katerem bomo razpravljali najprej o varnostnem položaju v Republiki Sloveniji, o naši obrambni sposobnosti, o načrtih in seveda tudi o zakonu o investicijah v Slovensko vojsko, ki je bil sprejet pred kratkim. Javnost si zasluži vedeti in razumeti, kako pomembna je varnost, kako pomembne so investicije v varnost in se tudi na podlagi realnih podatkov odločati. Politične izjave, kot so več masla, manj topov, so izjave za čas Prve svetovne vojne, sodobne oblike ogroženosti in ogrožanja varnosti državljanov so bistveno drugačne in brez investicij v področje obrambe in zaščite ne gre. Kako upravičene so te investicije in v kolikšni meri, je treba pa dokazovati z argumenti. In tem argumentom bomo v Državnem svetu odprli vrata in pokazali pot na svetlo, tako da bodo državljani lahko sami presojali o tem, ali gre politika v pravo smer ali ne. Še enkrat ministru in njegovi ekipi bi rad čestitev za opravljeno delo, zaželel vse dobro v prihodnosti in da se bi načrti, ki so jih zastavili, uresničili v dobro vseh nas, državljanov Republike Slovenije in tistih, ki nas obkrožajo, naših sosedov, naših zaveznikov v obrambnih in zaščitnih zavezništvih.